Prehajamo na 11. točko dnevnega reda. Seznanitev z vprašanjem 17. seje občinskega sveta občine Kamnik in odgovorom. Gradivo k tej točki in predlog sklepa je objavljeno v gradivu številka 18. Predlagatelj je župan, poročevalci pa Andrej Osolnik, Kristina Zabavnik in Franc Hribernik. Andrej Osolnik, imate besedo. Dober večer, malo sem zmeden. Spoštovani podžupan, spoštovane svetnice in svetniki, spoštovani sodelavci. Strani občinskega sveta je bilo na prejšnji seji izglasovano oziroma strani vas zahtevano, da se za navedene postavke, ki jih bom naštel, pridobi podrobno specifikacijo izdanih naročilnic za leto 2024 in pa za prve 4 mesece oziroma do 30. aprila 2025 skupaj z navedbo zneskov, namena, porabe in pa prejemnika sredstev. Gre za proračunske postavke 1104, kjer gre za materialne stroške za poklicno upravljanje funkcij, za 1105 odnose z javnostmi, 1320 občinski praznik, 1322 proračunska postavka mednarodnega sodelovanja in pa 1323 državni praznik in protokol. Zdaj, na zastavljeno vprašanje svetniške skupine Liste Sandija Uršiča v zvezi s porabo teh proračunskih sredstev smo podali tudi odgovor že na prejšnji seji, kot sem rekel, pa niste bili s tem zadovoljni. Zato smo pripravili podrobne izpise glede na izglasovan sklep. Ob dejstvu tudi, da je za leto 2024 občinski svet občine Kamnik obravnaval zaključni račun proračuna za leto 2024 obrazložitve o uporabi sredstev za posamezne postavke za preteklo leto tudi že navedene v tem zaključnem računu. Z vidika primerjave podatkov glede porabe sredstev na postavkah pa smo pripravili sumarne podatke za preteklo leto in del letošnjega leta. Zdaj, če pogledamo te sumarne podatke v načelu za prejšnjo leto in pa za letošnje leto, je stvar se sledeča. Za 2024 smo porabili malo manj kot 27 000 na postavki 1104, ko govorimo o materialnih stroških. Če to primerjamo sumarno za leto 2025, za prve 4 mesece, kar pomeni 1/3 sredstev, smo porabili 8400, kar je zelo primerljivo glede na porabo v letu 2024 in tudi v 2023 in 2022. Tukaj pri tej stvari gre za razne pogostitve ob otvoritvah objektov, reprezentancov, protokolarna darila, razne vstopnice za posamezne dogodke, srečanja upokojencev, stroški telefona službenega, stroški dela, ki jih ima občina z najemom študentom preko študentskega servisa. Pri 1105 je situacija podobna, ko gre za proračunsko postavko odnosi z javnostmi. Tukaj gre za založniške, tiskarske storitve, fotokopiranje, časopise, revije, knjige, strokovno literaturo, te press-clippinge, ki jih dobivamo vsak dan, in oglaševalske storitve. Če govorimo o letu 2024, je bilo na tej proračunski postavki porabljenih 21 600 evrov, 7500 v letu 2025, kar je tudi majhen manj kot oziroma tretjina. Če govorimo o postavki 1320, kjer gre za občinski praznik in pa reprezentanco, je bil denar, ki je bil uporabljen v letu 2024 v višini 20 000, v letu 2025 pa 15 619, gre to na račun več dogodkov povezanih z občinskim praznikom. 1322 postavka, kjer govorimo o mednarodnem sodelovanju, je v letu 2024 bilo porabljenih 14 000 $, evrov. Gre za to, da so bile mednarodne aktivnosti, da so bile srečanja s pobratenimi občinami, zato na tej postavki toliko porabljenega denarja. Zaenkrat do 30. aprila po fakturah ni bilo letos porabljenega še nič
čeprav so 2-3 računi so še v teku, no, ampak je vse primerljivo procentualno nižje. Potem pri državnih praznikih in protokolu za 13-23 so pa vse aktivnosti in dejavnosti, ki občinska uprava in pa župan izvajal povezano z raznimi državnimi prazniki, dan samostojnosti, dan državnosti, kamor sodijo vsa ta vabila, voščilnice, pogostitve, fotografiranje, organizacija proslav, usluge, kar se tiče nastopov in tako naprej. Če primerjam vse te postavke in sem jih zelo podrobno primerjal skupaj z 2 sodelavkama in tudi z pomočjo sodelavke, ki dela v financah oziroma v oddelku, kjer so odgovorni za finance, vam lahko zagotovim, da lahko izpostavim, da pa tudi sami že dobro veste, da je občina Kamnik, župan in pa tudi občinska uprava se trudi na vseh področjih delovanja biti uspešna, biti prodorna, produktivna in prijazna ljudem, tako tistim, ki v Kamniku bivajo, kot tistim, ki so samo na prehodu ali pa so eventualne partnerji, poslovni, domači ali tuji, ali pa so zgolj turisti. Iz tega naslova je politika župana in usmeritve občinski upravi skozi različna protokolarna in druga srečanja, tudi v stikih z javnostmi, je naloga, usmeritev, da zagotovimo pozitiven vtis za vse te ljudi in izkažemo, da nam je mar podpirati pozitivne vrednote glede razvoja občine, kot tudi prepoznavnosti naše občine doma in tudi v tujini. Mislim, da nam je v preteklosti kljub bi celo ugotovil nekim omejenim sredstvom v veliki meri to tudi uspelo. Pregledali smo kompletno vse te proračunske postavke, naročilnice, ki so bile izdane, in tudi vrednosti, ki so bile izdane za posamezne aktivnosti in ugotavljamo, da so bila vsa ta sredstva korektno in varčno porabljena. Za ilustracijo, da boste vedeli, v kakšnih zneskih gotovimo, če ste te stvari pregledali, govorimo o zneskih od 20 evrov pa do 2500 evrov. Načeloma ali pa v 99% pa gre za naročilnice, ki jo pišemo, se pravi do vrednosti 2000 evrov brez DDV-ja. Zdaj pa jaz teh postavk, ki sem jih skupaj s sodelavkami pregledal, je preko 400. Zdaj, če vas katerakoli od teh še posebej zanima, sem pripravljen v tej točki ali pa v tej postavki ali pa v tej aktivnosti, ki je bila izvedena, vam napisati poročila, priložiti naročilnico in tudi povedati, zakaj je v tej konkretni zadevi šlo. Tako da jaz konkretno vam ne moram zdaj, drugače bomo sedeli do 4 zjutraj tle. Pa bi prosil, če ste tako prijazni, da mi ali pa nam postavite vprašanje in če ga jaz zdajle ne bom mogel odgovoriti, vam bom jaz pisno odgovoril. Hvala lepa. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Svetniške skupine? Ne. Svetnice, svetniki? Ja. Aleksander Rušič, izvoli besedo. Ja, hvala za besedo. Jaz sem želel vam vnaprej poslati določene stvari, pa je žal oblika datoteke bila taka, da nisem mogel teksta ven kopirati. S Kristino sva bila na vezi, pa ni šlo in potem sem se odločil, da bom naknadno vam napisal. Mislil sem biti tudi danes zdajle malo daljši, pa izkoristiti svoj čas, ki ga imam, ampak ne bom koristil svojega in vašega časa ob tej pozni uri, tako da bom sam ob par postavk oziroma cifer obregnil, konkretno vam bom pa poslal po mailu, pa boste pol pripravil. Predvsem za tiste, ki mogoče niste šli čez te tabele, a ne. Vsi vemo, kaj je reprezentanca, kaj so sredstva in tako naprej. Več ali manj bi mogli tudi vsi vedeti, da imamo za vsa področja dosti dobro razdelan v občini Kamnik, da imamo razpis
za šport, kjer se prijavljajo za prireditve društva in za delovanje, imamo razpis za kulturo, kjer se prijavljajo, in včasih je bilo pol to več ali manj na ta način rešeno, ne. Če se nisi prijavil na razpis oziroma če tem nisi zadostoval za neke pogoje, pol si težko do kakšnega občinskega denarja prišel. Vmes se je pol pojavil razpis za prireditve oziroma dogodke. Zdaj smo pa iz tega ven pa lahko vidimo, da niti to ni več dovolj, ne, ker zdaj tukaj vidimo, da lahko se tukaj odkrijejo pogostitve. Vemo, mednarodno delovanje in mednarodno delovanje. Tukaj ne vidim nobenega problema, če pogostitev predstavniki Budve, ne, za 876 evrov. Je pa pogostitev mednarodne delegacije za 2500 evrov, kjer je pa izvajalec, po mojem mnenju, tako nerazumljiv. Lovska družina Tuhinj. Tako da imamo tudi pogostitev pevskih zborov Gorenjske. Zame je to kulturen dogodek in verjeten razpis in tako naprej. Tako da tukaj bo treba ne samo preveriti naročilence, ampak pogledati tudi, kaj je bilo na razpisih, da ni kakšno dvojno financiranje. Ampak zato se imamo dosti časa še ukvarjati s tem. Tudi pogostitev likovni extempore Velika planina je ena podobna zgodba. Pa kakšne majčke pa pokali za športne zadeve in tako naprej. Pol imamo pa, kar ste že omenil, tudi razne oglase, ne. Če ste videli objavo oglasa revija SLO-ŠT, ne vem, izvajalec družina. Bolj mi pa oči pade oglas glasilo Tuhinjski glas, Turistično društvo Tuhinjska dolina, 1220 evrov. Mal poznam cene oglasnih prostorov in za 1220 evrov dobiš celo stran v marsikaterem reviji ali pa časopisu, ki ima državen doseg, ne lokalen. Tako da sam še eno stvar omenim, pa zaključim, no, to je pa vezano na to, kar je bilo prej omenjeno, kako smo s koncesijam. Za občinski praznik, za zaporo, pa tisti, ki ste na proslavah, veste, kakšna zapora je to delna, je 3774 evrov bilo v lanskem letu plačano. Pa še ena cifra za občinski praznik, snemanje in obdelava videospotov 3500 evrov. To že presega tiste cifre, tako da verjetno so tukaj še kakšne druge ponudbe bile zraven in tako naprej. In še bi lahko malo našteval, ampak ne bom. Vam pa priporočam, da si te cifre pogledate, ker naslednjič, ko se bomo odločali, ali bomo v proračunu kakšno stvar prišparali, ali bomo obremenili naše starše, boste mogoče se kaj drugače odločili. Hvala. Hvala lepa. Besedo predajam Nini Semprimožnik. Nina, izvolite. Ja. Malenkost se bom tudi navezala na Sandija zraven. Predvsem imam pa samo vprašanje, ne? Ker jaz pa sem ena izmed tistih, ki pa lokalna časopise izdajamo. In zelo težko je dobiti denar. Vedno ga je ponavadi manj. Ne? Tako da, če lahko eno društvo v Tuhinjski dolini v bistvu ima neke oglaševalske storitve, mene v bistvu v imenu vseh ostalih izdajateljev, ker jih je kar nekaj, nisem samo jaz ena izmed tistih, ki jih izdajam, me pač res zanima, kako bi lahko tudi ostali pridobili del te sredstev iz te postavke, da pač lahko tudi mi pač ponudimo oglaševanje. No. Mislim, jaz ne vem, to je časopis, ki je lokalno, ki se izdaja, tiskarske storitve so vedno dražja, a ne, in jaz se dnevno srečujem, a ne, z zneski oglaševanja in za 1220 evrov, kot je tukaj le noter naveden, tukaj je res kakšna stran, pa še kaj več, a ne. Članka pa še oglasa, ne samo enega oglasa v lokalnem časopisu, tako da tukaj bi bilo res dobro za razmisliti oziroma predvsem dobiti predlog, da lahko pač pol še ostali na tak način pač pridobimo ta sredstva. Druga stvar, ki me pa tako mal samo zanima, je pa v bistvu vse te proslave, prireditve, za katere se izdajajo računi za režijo, scenarije, scenografske elemente in tako naprej, sej ne rabiš biti Sherlock Holmes, da vtipkaš noter, kdo stoji za določenimi društvi.
Še posebej ne, če so potem to imena pojavljajo tudi zaposlen, da je ta oseba tudi zaposlena morda v kakšnem zavodu in potem izstavlja račune za razne režije in tako naprej. In tukaj se sprašujem nekaj, imamo Zavod za kulturo zelo sposobne ljudi, učene ljudi, niso dovolj dobri za režije, za scenografije, za montiranje videov. Jaz sem delala z njimi, Zavodom za kulturo, pa zelo rada vedno delam z njimi naprej, ker so dobri. Samo tako, no, ker tukaj so, kar niso tako cifre po 50 evrov, a ne? Govorimo o 4 mestnih cifrah ponavadi, ali pa blizu 4 mestne cifre. Tako da tukaj me v bistvu moje drugo vprašanje, a ne, zakaj se tukaj potem več ne sodeluje z Zavodom za kulturo ali pa mogoče pač s temi, ki so pač v tem usposobljeni za to, oprema je tukaj, ki se pač plačuje z javnih sredstev, tako da to je pa moje naslednje vprašanje. Hvala. Hvala lepa. Bi prosil, Aleša, če govorite. Hvala. Sem se spet. Glejte, gospod Uršič, jaz predlagam, da mi pošljete ta vprašanja. Jaz bom na ta vprašanja rade volje odgovoril. Težko odgovorim, zakaj se več ne sodeluje z Zavodom za kulturo. Niti nisem osebno vedel, da imajo tam take strokovnjake. Lahko pa povem nekaj iz izkušenj. Tudi jaz sem delal po velikih državnih podjetjih pa organizacijah in za proslave tipa dan samostojnosti, dan državnosti smo vedno najemali, pa smo imeli svoje studije, profesionalce, ki so nam pisali scenarije, ki so nam zagotovili te pa te stvari. Ne rečem, ne poznam, kdo je v Zavodu za kulturo tako sposoben ali pa ne, da to lahko naredi, ampak predvideval sem, da potrebujemo za take proslave ali pa za take slovesnosti večje obsega, sem sklepal, da potrebujemo profesionalce, strokovnjake. Da pa to obstaja v Zavodu za kulturo, se bom pa pozanimal. No. Hvala lepa. Še kdo? Ja, Alenka Jevšnik, izvolite besedo. Hvala za besedo. Jaz bi tukaj, tudi mene preseneča to, tudi jaz se zadnje čase malo več ukvarjam s tem in so mi kakšne cene precej blizu in tudi vem, da ne glede na to, kaj prijaviš, boš ponovadi vedno malo manj sredstev dobil. In sem že pregledovala, tako da vam iz prve roke povem, da plakatiranje jumbo plakatov z oglasom v Kamničanki in s 10 manjšimi plakati, s 3 jumbo plakati je prišlo za en mesec 690 evrov. Plus 240 evrov v Kamničanki. Jaz ne vem, Kamničanka ni več dobra za oglaševanje. Poleg tega, da je Zavod za dom kulture, ne vem, jaz ne vem, kaj je narobe s proslavami in s prireditvami. Ponovno so zelo visoko kvalitetne, mi jih pogosto uporabljamo, tudi imamo še kakšne take profesionalce, recimo, ki ti ozvočenje za 150 evrov zelo kvalitetno uredijo, tako da jaz mislim, da v Kamniku je ogromno teh strokovnjakov. Se ne bi vedela, ampak zadnje čase imam malo več upravka s tem. In se zelo potrudimo, da so pogostitve tako zelo skromne. Hvala. Hvala lepa. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik se seznani z vprašanjem 17. seje občinskega sveta občine Kamnik in odgovorom. Glasujemo. Glasovanje poteka. Ugotavljam, da je sklep sprejet, 21 za,